Lepo pozdravljeni v kulinaričnem kotičku. V tokratni oddaji bomo govorili o razstrupljanju, saj je bil za nami veseli december in veliko dobrih pojedin. Po novem letu zato pogosto čutimo posledice preveč pridobljene telesne teže, napihnjenost in slabost. V takšnih primerih je telo priporočljivo razstrupiti, da se očisti in da se spet počutimo dobro. Govorili bomo o razstrupljanju z glino. Morda ste že slišali, da je glina čistilka okolja oziroma telesa, ker ima visoko absorpcijsko moč in veže toksine. Je kot magnet, ki veže strupe, toksine, kovine in pozdravi skoraj vse. Kot prvo, glina prečisti telo. Na tak način lahko pozdravi skoraj vse. Zakaj? Zaradi tega, ker je telo sposoben ponovnega samoozdravljanja. Ker je prečisten, ker so črevesne resice čiste, je potem tudi absorpcija ostalih hranljivih snovi večja. To pomeni, da je telo močnejše, celice so močnejše in se lahko hitreje imunski sistem bolje dela, po domače povedano. Pri oblogah oziroma pri drugi uporabi je pa potem od revme do glavobolov, hrbtenice, vseh sklepnih bolezni v bistvu. Pomagali so si pri luskavici recimo. Luskavica je zelo ena taka pomembna stvar, pri kateri glina pomaga. Pa do lepotnih, celulit, maske in tako naprej, se pravi nega obraza in podobno. Najdemo jo v bistvu povsod, v kozmetičnih salonih in v zdraviliščih. Sklepne, to je zvini, zlomi, potem je glavobol, migrena, potem so se pravi pljuča, kar imamo z dihali težave. Pri otrocih je zelo pomembno kakšni bronhitisi, ušesa, potem so recimo za stopala, govorimo o kakšnih sindromih nemirnih nog, glivice, v bistvu se veže na vse, zaradi tega, ker je glina tako široka uporaba, vedno v zgodovini so jo uporabljali, še preden smo imeli zdravila, in so si polagali za različno sklepne bolezni za zunanje aplikacije in so si na tak način pozdravili, ali pa so jo pili, zato da so si recimo, v primeru, če so se zastrupili, so imeli glino vedno pri sebi. Potem v primeru, da so se slabše počutili, so imeli glino pri sebi. Tako da vedno in živali in ljudje po vsem svetu v bistvu glino so vedno uporabljali in jo še vedno uporabljajo za vse različne težave. Po novoletnem času je zelo primerno. V bistvu zelo velikokrat pravijo, priporočajo tudi, da se z glino prečistimo, če se preveč ne jemo. V bistvu, da isti dan, ko se preveč ne jemo, zvečer naredimo v kozarec malo gline, malo vode, 2 deci vode, 1 žličko gline in potem spijemo. Zaradi tega, da v bistvu že takrat začne telo majčkeno delati majčkeno čistilno akcijo, kakor res rada rečem. Je pa fino, zdajle januar oziroma potem marec, a ne? Zdaj sta tiste 2 meseca za čiščenje, pa veliko vode, zaradi same limfe, a ne? Da se še limfa sčisti. V gozdu, daleč od mesta, imajo svoj glinokop, ker je glina tam čista, saj pri vsakem izkopu glino preverijo. Kopljejo od 4 do 5 metrov globoko, tam, kjer se nalaga nekaj milijonov let. Potem jo izkopljejo, prepeljejo v skladišče in uskladiščijo, obvezno pa sušijo na soncu. Nato jo zdrobijo, ročno obdelajo in zapakirajo.
žličko, najboljše je zvečer, da si pripravimo, če ni nobenih zdravil, se da 1 žlička v kozarec, pustim klele, in se prelije z 2 deci, 3 deci vode. Se glina že vmes premeša. In pustimo. Pustimo, da se glina usede na dnu. To je podobno kot kava. Z oca ne pijemo, tudi tukaj gline ne pijemo, ker je že dovolj močna, ker bo stala vsaj nekaj ur. Tako da največkrat jo potem zjutraj natešče. Se pravi, ta prva stvar, ki se spije, se glinena voda, glina na dnu, se pa lahko zavrže ali stran, ali pa k rožam, ker tam je pa zelo fajn tudi za rože, da se potem naprej reciklira glino. Žlica lesena, zato ker, oziroma da ni železna. In pri čajih in pri glini, zaradi tega, ker glina lahko reagira na kovine. Glede na to, da jih v samem telesu veže nase in na tak način prečisti, lahko tudi tukaj že začne to delovanje in ni fino. Fino je, da je pospravljen tako, kot je treba, z leseno žlicko in potem, ko jo z vodo zmešamo, začne svoj proces. Da je vse v naravno. Kura s pitjem gline traja 21 dni, nato je potrebno imeti 7 dni premora in postopek ponoviti. Dovolj je že 2 ali 3-krat letno tako prečistiti telo. Tisti, ki jemljete zdravila, pa se prej posvetujte z zdravnikom. Pripravila sem tudi nagradno vprašanje in tisti, ki pravilno odgovori, dobi to glineno za pitje, da si bo lahko pripravljal glineni napitek, ker je zdaj trenutno najboljši čas. In pa zraven podelim še glineno mazilo z ognjičem, ki je pa zelo fino za sklepne bolezni, za nego kože, nima nobenih alergenov, nobenih eteričnih olj noter, tako da ga lahko uporabljajo tudi za otroke in dojenčkovo ritko recimo. Zelo nežno, pa zelo učinkovito. Tako da nagradno vprašanje pa je, zakaj pijemo glino? Pravilni odgovor pošljite na elektronski naslov spletna.tv@zveza-gns.si s pripisom glina in v naslednji oddaji bomo izžrebali nagrajenca ali nagrajenko. Hvala, da ste bili z nami in ne pozabite, 1 kozarec glinene vode na dan in strupi gredo iz telesa stran. Nasvidenje.